Pozdravljeni. Kazen, ki je doletela Charlesa Leclerca po koncu velike nagrade Miamija, je razburila marsikaterega navdušenca, predvsem pa navijača scuderie Ferrari. Danes si bomo ogledali, ali je bilo vse regularno in ali je bila tudi odločitev komisarjev konsistentna s tistim, kar se je dogajalo v preteklosti. Verjetno je odločitev komisarjev na veliki nagradi Miamija razjezila marsikaterega navdušenca, predvsem pa navijača scuderie Ferrari in še toliko bolj one, ki imajo v čistih Charlesa Leclerca. Namreč Leclercu so po koncu dirke prišteli 20 sekund in mnogi so se verjetno začeli spraševati, od kod 20 sekund. Najprej je treba povedati, da Charles Leclerc ni bil kaznovan z 20 sekundami pribitka, ker enostavno takšne kazni ni. Charles Leclerc je bil kaznovan z tako imenovanim drive-thru. In ker ga ni imel možnosti nekako odslužiti med dirko, kazen je bila izrečena po koncu, so mu jo spremenili v pribitek 20 sekund, skladno s tistim, kar piše pravilnik. Ampak verjamem, da mnogi navdušenci so bili razočarani in predvsem razjarjeni, zaradi tega, ker so mislili, da je kazen prestroga, glede na primere iz preteklosti in da sploh komisarji niso pravilno odločili. Na začetku moramo poudariti, da je Charles Leclerc priznal napako, kar ga ne reši ali obsodi, kajti njegovo priznanje v navednicah seveda je irelevantno. Važno je tisto, kar so nekako videli komisarji, in njihova odločitev je tista dokončna. A razumeti moramo, da v zadnjem krogu je v tretjem ovinku Charles Leclerc napravil napako. Svojim Ferrarijem SF26 je zadel v zaščitni zid in tu poškodoval krmilni sistem. Seveda, hotel je končati dirko in doseči kar se da visoko število točk, zato je nadaljeval. Po radijski zvezi je svojemu boksu sporočil, da bolid je poškodovan, ampak ne toliko, da se ne bi dalo nadaljevati. A težava je, da je lahko zavijal samo v eno smer in ne v obe. Tako je bil prisiljen krajšati progo. In tu seveda je prva točka, ki je morda marsikomu sporna. Charles Leclerc se je odločil, da je njegov bolid zadosti dober, da lahko izpelje še tisti zadnji krog do konca. In tu je bilo vsakomur izmed nas jasno, da je bil dobesedno prisiljen krajšati, kajti ni mogel izpeljati, na primer, šikan. In mnogi so se spomnili podobnega incidenta, ki ga je imel Lewis Hamilton na veliki nagradi Singapurja lani. In to bi lahko dodali nekaj, kar je sprožilo kar lepo število polemik. Lewis Hamilton je dobil 5 sekund pribitka na lanski veliki nagradi Singapurja. Sicer Hamilton je imel težavo z zavorami. Ampak če pogledamo seveda poročilo, ki govori o Charlesu Leclercu in primerjamo tisto
ki je obdelalo incident Lewisa Hamiltona, bomo ugotovili bistveno razliko. Lewis Hamilton je bil kaznovan zato, ker je prevečkrat zapustil območje proge. Enostavno vsemi 4 kolesi je prevečkrat zapeljal čez tisto belo razmejitveno črto. Seveda, ker je imel težave z ovorami, bi lahko dejali, da druge izbire praktično ni imel. In tudi Charles Leclerc v podobni situaciji je bil v navednicah prisiljen zapustiti območje proge, ker ovinka enostavno ni bil sposoben speljati. Ampak v poročilu, ki obdeluje incident Charlesa Leclerca, torej tistega iz velike nagrade Miamija, lahko opazimo eno bistveno razliko. Charles Leclerc je pridobil tisto trajno prednost. In tu moramo najprej pogledati, kaj je zapisano v novem pravilniku. Namreč v sezoni 2026 imamo nov pravilnik, kjer so drugačne številke členov in drugačna porazdelitev. Kot piše v samem dokumentu, Charles Leclerc je kršil poglavje B, prvo točko, 8. člen, 6. podčlen. In seveda B pomeni, da je to tisti del pravilnika, ki smo ga včasih imenovali športni pravilnik. In člen kot tak v besedilu ne piše absolutno nič novega. Namreč voznik mora voziti po progi celotni čas dirke, če zapusti progo z vsemi 4 kolesi, se šteje, da je zunaj, vrniti se mora varno na progo, ukolikor je progo prisiljen zapustiti, in ne sme dobiti tiste tako imenovane trajne prednosti. In sedaj vsi se strinjamo, da je Charles Leclerc večkrat zapustil progo, in tu mislim, da ni nobenega dvoma. Ampak mnogi navdušenci bodo dejali, da je v bistvu incident Lewisa Hamiltona in Charlesa Leclerca podoben in bi moral biti obravnavan enako. A v resnici ni tako. Namreč Lewis Hamilton, ko je imel težave z zavorami, ni imel v poročilu in tudi v realnosti, tudi bomo videli, iste pridobitve trajne prednosti, medtem ko Charles Leclerc jo je imel. In mnogi bodo sedaj vzkliknili, kako je pridobil trajno prednost, če sta ga Russell in Verstappen prehitela. In tu je srž problema. Res, Russell in Verstappen sta ga prehitela. Ampak, če bi Charles Leclerc vozil po progi z tako poškodovanim bolidom, bi ga prehitela na progi tudi Lewis Hamilton ter Franco Colapinto, ki sta prihajala od zadaj. Praktično s tem, ko je Charles Leclerc krajšal progo, je branil položaj pred svojim moštvenim kolegom ter voznikom ekipe Alpine. In zaradi tega tu vidimo razliko. Čas na krog Charlesa Leclerca z poškodovanim bolidom je bil zaradi bližnjic, ki jih je nekako prijel, bistveno nižji od onega, ki bi ga moral doseči, ukolikor bi ostal na progi. Zato je tu ta bistvena razlika. In verjetno marsikdo tu bo sedaj razumel, zakaj tudi različna kazen. Ampak tu je še glavna točka. Je bila kazen, ki jo je dobil Charles Leclerc, konsistentna, torej skladna z podobnimi primeri v preteklosti? In odgovor je da. Če pogledamo veliko nagrado Monaka, tudi v sezoni 2025, bomo videli, da je tam drive-thru dobil George Russell, ker je
izven proge prehitel Aleksandra Almona. Zapustil je seveda tisto območje ter pridobil trajno prednost. Trajna prednost, kot ste razumeli, ni nujno prehitevanje nasprotnika, ampak je, kot pove že samo ime, pridobivanje prednosti, ki se lahko izrazi na različne načine. In če je v Monaku dobil Russell drive-thru, sam osebno menim, da je konsistentno, da so isto merilo uporabili tudi v tem primeru. Ampak tu je treba povedati še neko podrobnost. Mnoge navdušence je dobesedno zmotilo, da v samem poročilu komisarji prvič pišejo, da je imel Charles Leclerc poškodovan bolid, na koncu pa so določili, da poškodbe bolida niso vplivale na samo vožnjo in da zaradi njegovih poškodb na bolidu ni bil nekako prisiljen se ustaviti in s tem, ko je nadaljeval, ni spravljal v nevarnost drugih. Tu imamo seveda drugi člen pravilnika, torej B187, kjer je seveda zapisano, da ukolikor nekdo z poškodovanim bolidom vztraja na progi in spravlja druge v nevarnost, se tudi to dobesedno kaznuje. In tu bi lahko dejali, da so bili komisarji do Charlesa Leclerca po eni strani izjemno prijazni, kajti lahko bi mu v teoriji dodali še to kazen, ampak po drugi strani Charles Leclerc ni povzročil svojim dejanjem nobene nevtralizacije rumenih zastav, virtualnega varnostnega avtomobila, pravega varnostnega avtomobila ali rdeče zastave. Šele, če bi povzročil kaj takega, po mojem bi v veljavo prišel že prej citirani člen. Tako da konec koncev bi lahko dejali, da pri odločitvi glede kazni Charlesu Leclercu je bilo vse v najlepšem redu. Le nepoznavanje in nerazumevanje mnogih navdušencev in navijačev, kako se uporablja pravilnik Formule 1, je pripeljalo do polemik in seveda celo zgražanja. A kot običajno, treba je zadeve razložiti in pogledati prave dokumente. Ne samo izražati svojega nestrinjanja z nekimi argumenti, dovolite mi izraz, na pamet, brez da bi se vedelo, za kaj gre. A tudi tokrat smo prišli do konca tega, da upam, zanimivega vprašanja. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.